Naravovarstveni nadzorniki so tisti, ki skrbijo za naravo. V Kozjanskem parku je naravovarstvenik Toni. Ja, zdaj že naravovarstveni nadzornik, nekaj 5 let že aktivno, no. Zaposlil sem se v parku tule domačin, no, tako da mi je bilo tisto neko, da bom lahko nekaj naredil za kraj oziroma za naš park tukaj oziroma za naravo, ne. No, pa skozi čas pa je se pojavilo za naravovarstvenega nadzornika, tako da sem se prijavil na izobraževanje in zdaj redno opravljam to dejavnost nadzora. Ja, delo naravovarstvenega nadzornika v parku je v bistvu spremljanje stanja v naravi, spremljanje varstvenih režimov, posegi v prostor, v bistvu biti na terenu prisoten, čim več komunikacija z ljudmi, no, da pač vzpostavimo komunikacijo, da jim svetujemo, da vidijo pač kaj lahko, kak je pravilen pristop, no, k neki stvari, kako se pravilno pristopno. Tako da v bistvu pomoč, no, je pa tudi nekaj tistega slabega, no, sankcioniranje, ne, če pa ne gre z lepega, pa tudi pride sankcija na koncu. Zdaj tako imamo, ne vem, od 6 pa pol do popoldneva, odvisno kako si razporedimo, no, je pa nekako prilagajamo razmeram, no, skozi celo leto, katero območje pokrivamo, tako da zimski čas bolj pokrivamo vetrnik, no, tudi zdaj smo bili gor, ampak se nam pozimi pojavljajo vožnje z motornimi sanmi pa štirikolesniki, to je zdaj kar ogromno. Spomladi so vodotoki tista prioriteta, ki jo spremljamo, no. Pač poleti takole pa kaki gobarji pa kemperji pa tako da si v bistvu na podlagi tega pol razporedimo, kam gremo, no. Ja, meni je zelo všeč to, da sem v naravi, no, mislim, to mi je najbolj, no, da sem v naravi, pa stik z ljudmi, no, pač da daš nekaj za naravo, da boš pripomogel, da bojo tudi oni za nam še nekaj imeli od narave, no. Zdaj se v bistvu ta naravovarstveni nadzor se zdaj bolj vzpostavlja, no, tudi smo zdaj vsi parki, nekako imamo naravovarstvene nadzornike, zdaj dobro imajo to izkušnje, ker Triglavski narodni park, no, oni so kar v tem, tako da vsi včasih iščemo pomoč pri njih, no. So pa zdaj se začeli te neki skupni sestanki ali pa neki delovni sestanki, tako da malo svetujejo ali pa si izmenjamo izkušnje, izpostavimo težave, ki se pojavljajo na terenu, pa pol nekako skupaj rešimo zadevo oziroma se pogovorimo, kako, no, v katero smer, da bo prava smer, tako da. Pa so te posegi v prostor, ker tisto, kaj lahko pa kdaj, ne vem, mogoče spomladi je zelo ob vodotokih, ne, mogoče res niso ljudje vedeli, da se je treba pridobiti dovoljenje, da lahko posekajo ob vodotokih in tukaj je kar, ne. Zdaj smo imeli delavnice ozaveščanja, tako da smo izboljšali stanje, no. So pa zdaj pač bolj težave, ki pa bojo še mogle priti, tudi odlaganje odpadkov je zdaj, kar se pojavlja nazaj, no. Ker ne bom pred počitnicami dolgo čas sem prišla, pa se tukaj, zdaj smo šli v Rudniški rov, pa tam smo obiskali tudi Mlako, pa smo pa seveda na koncu dneva šli tudi v čokoladnico. Meni je ful zanimivo in v bistvu tudi zabavno, in veliko novih stvari spoznaš. Bolje spoznavamo naravo. To leto tema tabora so dvoživke, pa zdaj se učimo, kako skrbimo za dvoživke. Navadni pek pa zelenorega, pa močarat. Dvoživke so dobile ime po tem, zaradi tega, ker so na začetku svojega življenja dihajo s pljuči, ne, s škrgami, potem pa s pljuči. Ja, želim si videti zelenorego. Zaradi tega, ker mi je zelo lepa žaba. Hribski urhi, enih se zmotijo pa rečejo, da so to žabe, v bistvu so pa to urhi, imajo čisto za vsako vrsto. Na sprednji strani so tako na sprednji strani, če jih pogledaš od hrbta, so tako zelenkasto, rjavkasti, tako, ne vem, kako naj rečem. Na spodnji strani so pa črni z rumenimi lisami in vsaki urhi ima svoj drugačen vzorec. Včeraj smo risali Mlako, danes pa gremo gledat čebelarje. Čebelar je zelo pisen ptič. Gnezdi oziroma oni si naredijo luknje v svišu. In ime je dobil v bistvu čebelar, ne po tem, ker je čebele, ampak v bistvu oni večinoma jejo kačje pastirje, čmrlje oziroma vse žuželke glih. Pa ne glih, včasih tudi čebele, ampak ne glih toliko.
Seveda se veselim gledati čebelarje. Enkrat sem že bil tam in mi je bilo zelo všeč, zato bi rad šel še enkrat. Jaz si pa želim v bistvu še videti smrdokavro v živo. Smrdokavra je belo-oranžno-črna, malo kožnata, malo rjava ptica. V bistvu na vratih ima, na glavi ima v bistvu tako eno prečko, a ne, pač, ker v bistvu ko gnezdi, pač smrdi, ne, in s tem izganja plenilce. Naprimer smrdokavro ali pa pava sem se naučila risati iz knjige, ne, ker imamo doma eno tako veliko knjigo, takole, in imenuje se pa Atlas ptic Slovenije. In večkrat pogledam not, da kaj zanimivega izvem. Ker so že bolj velikokrat na taboru, smo izdelali veliko ptičjih krmilnic in jih imam doma. In pač vsakič, ko zmanjka teh semen noter, nasujem novo. To je pa čisto majčkena rjava žaba, dalmatina. Videl sem, ko je Se pravi rosnica. Kaj smo govorili? Žaba ima najprej razvije zadnje noge in potem sprednje roke in ta ima že oboje. Ta je letošnja, se pravi, vidite, čisto majčkeno repa še ima od zadaj. Vršijo jo že vidimo, že diha v bistvu, ima že pljuča.